hvala vsem, ko ste prišli danes. Moram reči, da sem kar emocionalno tole vzela. Hvala, da ste navijali. Preživela sem 2 super tedna in upam, da bo še čim več takih. Fenomenalni občutki po prihodu v Slovenijo, kad takole pričaka kar neki navijačev. Za nami je en super turnir. Jaz mislim, da je to res izjemen uspeh za slovenski tenis, za delo naših trenerjev, ki so pač to naredili, do kam je pripeljala, in upam, da je to šele začetek uspešne teniške zgodbe. Hvala. Prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in teniška igralka Tamara Zidanšek. Ja, zadnja 2 tedna sta bila res za mene nekaj posebnega. Lahko bi rekla, da se je življenje spremenilo na hitro, ampak vse to je bila neka dolga zgodba, ki se je gradila kot neka stavba, in vsi zelo pomembni člani te zgodbe so trenutno tukaj, del moje ekipe, in bi se vam rada zahvalila za to. Rada bi se pa zahvalila tudi celotni Sloveniji. Po pravici me še ni čisto doletelo, kaj se je zgodilo, ampak mislim, da me bo zdajle v teh dnevih, ko se bo vse skupaj malo pomirilo, da si malo vzamem časa, da vse nekako pride za mano, in res smo čutili podporo in dobivali smo veliko sporočil, da vsi v Sloveniji spremljajo in da živijo trenutno s tem, in to je bilo res nekaj posebnega. Hvala za to. Športu gre zahvala za to, da lažje prenašamo razlike, ki so med nami, na njih tudi v enem trenutku pozabimo in se pod slovensko zastavo vsi združimo in navijamo za nas in za vas. To vaše poslanstvo je kakšenkrat premalo cenjeno, je pa zelo pomembno. To lahko kot predsednik Republike ocenim. Pa tudi zato vas bom zdaj prosil, da ste tako prijazni in pristopite k tej zastavi slavnih, s katero navijam na tekmah. Naslednja bo v soboto na Sveti gori nad Gorico, kjer bom spremljal naše kolesarje in vsi šampioni kolesarski, in Tadej in Roglič sta podpisani. Zdaj pa vabim, da se tem podpisov šampionov pridružite tudi vi in stopite na nek način v hram slavnih slovenskih športnic in športnikov, prosim. Hvala lepa. S tem je uradni del svečanega srečanja zaključen.